Lepo zdrav in dobrodošli v novem liveu. No, ta live bo najprej objavljen, seveda bo v živo na Patreonu, potem kasneje bo objavljen tudi na YouTubu. Ampak v živo se mi boste lahko pridružili samo na Patreonu, prav na chatu, kjer se bomo lahko pogovarjali o dnevnih dogodkih, kar se tiče kriptovalutnega trga, premikih cene in podobnega. Tako da vabljeni, lahko preskenirate tole QR-kodo ali pa se mi pridružite preko linka od spodaj v opisu in pa seveda v pripetem komentarju, če gledate seveda tole na YouTubu. In kaj bomo mi delali tukaj? Mi se bomo tukaj posvetili dejansko nižjim časovnim intervalom, torej 15-minutni, kot vidite tukaj na grafu, imamo 15-minutni časovni interval in pa enourni časovni interval. In še posebej se bomo mi posvetili temu indikatorju tukaj. Sigurno ste ga že večkrat opazili na mojih grafih. Zdaj, kaj mi kaže ta indikator? Meni zgradil sem ga prav v mislih na tradanje in kaže mi, kje se nabirajo dolge in pa kratke pozicije. To pa s tem namenom, ker ponavadi se tele pozicije tudi zelo rade likvidirajo. Zdaj, če pogledamo tukaj najprej Bitcoin graf, vidimo tukaj, kako je bilo vse prenakupljeno točno na tem vrhu pri $90,000. Vidite, tukaj smo prišli v čisto prenakupljeno območje in od tega momenta mi samo padamo navzdol. Torej imamo trend navzdol. In kaj zdaj mi delamo? Jaz ponavadi iščem zdaj kratke pozicije, torej kje ljudje iščejo nadaljevanje padanja. In kot vidimo, tukaj, točno pred temle vrhom oziroma pred temle prepadom, so v bistvu začeli staviti na padec. In kaj se ponavadi lahko tukaj zgodi? To likvidnost mi lahko gremo pobirat. Tako da bom jaz v bistvu tole kar označil, tole mejo, to je meja na tam nekje 88,000, pa tam nekje do 89,000. Tako da enkrat, ko se bo trend obrnil, mi to lahko gremo pobirati nazaj gor. Potem, kje so še stavili na padec, vidimo tukaj, so kar krepko stavili na padec. In kje so lahko naštimali stop losse? Tukaj na 84,000. Tako da dajmo tudi tole mejo kar označiti, to bo v bistvu naša prva meja, če se trend preobrne. In potem imamo še tukaj tale delček, tik pred tem padcem so stavili na padec. In v bistvu stop loss meja bi bila nekje ista tukaj na okoli 84,000. Kar pa je zdaj preko vikenda, kot vidimo tukaj, to sem še pozabil obrazložiti, imamo tukaj dve črti. Ena predstavlja Ethereum in pa ta druga Bitcoin. Zdaj, seveda ta bolj vijolična predstavlja Ethereum, medtem ko tale oranžna, tukaj se dosti boljše vidi, tale oranžna pa seveda predstavlja Bitcoin. Tako da dajmo si zdaj pogledati preko vikenda. Kot vidimo, smo se spet dotikali tukaj prenakupljenosti in seveda, kje so ljudje štimali stop losse, tam nekje pri temule dnu, in to smo seveda tudi zdaj s ponedeljkom šli pobrati. Tako da tole bom kar zbrisal. Trenutno je
stanje malce neodločeno, kar se tiče vsaj 15-minutnega grafa, bom dal nazaj na avtomatsko, da nam lepo približa. Kar tudi iščem ponavadi, so signali, kot so dvojna dna in pa dvojni vrhovi. To morda lahko namiguje na preobrat trenda. In kot vidimo tukaj, smo začeli delati neko dvojno dno. Imamo eno dno, pa to drugo dno. Ampak, kar moramo mi zdaj počakati, je test tele neckline meje. Bom še malo približal. Tukaj imam dva grafa na kupu, tako da je morda malo stisnjeno. Kaj zdaj mi čakamo? Mi čakamo test tele neckline meje. Morda smo se začeli preobračati malo preblizu. Tako da jaz bi zdaj predvsem gledal to. To je meja 76.482, torej da je gremo testirati in od tukaj naprej naredimo odboj. Dajmo zdaj še pogledati enourni časovni interval in vidimo tudi tukaj, kako smo bili kar prenakupljeni pri ceni 90.000 in od takrat naprej smo mi v bistvu padali. In kaj se je zdaj začelo delati tudi tukaj? Lahko vidimo, kako so se začele nabirati, vidimo tukaj po tem indikatorju, kratke pozicije. Torej, dajmo mi zdaj označiti še tukaj tele meje. Mislim, da se popolnoma sklada z unim 15-minutnim, z grafom na 15-minutnem časovnem intervalu. Imamo tukaj mejo 85.000, kamor bi lahko šli pobirati likvidnost ob preobratu. In na enournem vidimo tukaj, da so se pri Bitcoinu spet začele nabirati kratke pozicije, kar bi lahko namigovalo, ne še, bo treba še malo počakati, ampak bi lahko namigovalo na to, da bi lahko šlo do preobrata. Torej, kratke pozicije se nabirajo tukaj in kje imajo lahko stop losse? To je tukaj na tam okoli 80.000, tako da to bi bila prva meja, ki bi jo šli pobirati. Dajmo si mi zdaj ogledati še Ethereum, seveda na čisto podoben način. Poglejmo si tukaj najprej tale graf, tukaj imamo tale vrh in kot vidimo, so se začele tudi tukaj nabirati dolge pozicije. Označilo je dobesedno čisti vrh, kot vidimo tukaj. In od takrat naprej mi samo padamo. Kratke pozicije so se začele nabirati tukaj pri 2962, tako da bom jaz tukaj tole označil. In seveda možnost je, seveda velika možnost je, da so v bistvu tukaj nastavljali stop losse na tam nekje $3070, kar bi seveda lahko šli pobirati. Potem, če gremo mi naprej, ponovno kratke pozicije tukaj v tem območju 2764, tako da bom tudi tukaj označil, oziroma stop losse so po mojem najverjetneje dajali tukaj na temle, nad tem vrhom. In potem vidimo tukaj seveda, kako so se začele nabirati spet dolge pozicije in od takrat naprej samo padamo. Potem je sledil tale boom, seveda ljudje so se ustrašili, so takoj začeli tudi v kratke pozicije dajati vse. In zdaj trenutno sicer je malo neodločeno stanje na 15-minutnem intervalu, ampak vidimo, da se spet nabirajo tako vedno bolj kratke pozicije.
kar bi tudi tukaj lahko namigovalo na preobrat, ampak nisem še toliko optimističen, da bo prišlo do tega preobrata točno zdaj. Dajmo si pogledati še enourni časovni interval. Tudi tukaj lahko vidimo točno na tem vrhu tukaj ogromno dolgih pozicij, dobesedno v prekupljenem območju, kot lahko vidimo tukaj. In od takrat naprej, sicer smo šli še malo na stran, ampak smo pa padali. In zdaj, kje so hodili v kratke pozicije, bom malo približal, da bo boljše vidno. Tukaj, točno na tem vrhu, torej smo imeli tale padec in po mojem je tukaj največ stop lossov za tele kratke pozicije na 3385, tako da to bi lahko šli pobirati nazaj. In potem, tukaj smo spet šli skoraj v prekupljeno območje, kje so štimali stop losse, po mojem, da tukaj, in to je bilo seveda vse pobrano potem. Potem smo šli spet malo gor, spet prekupljeno območje, kot vidimo, in od takrat naprej padamo samo naprej dol. In zdaj se tudi tukaj, poglejte, tukaj so tudi štimali kratke pozicije. To je bilo točno pred tem vrhom, tako da sigurno imajo tukaj na, dajmo reči, okroglih 3000 dolarjev tele stop losse za kratke pozicije. Kar precej takih besed, se ti prav zaplete jezik. Tako da to bi bila v bistvu na nek način, ja, taka lepa okrogla meja, ki bi jo šli pobirati, ampak glede na 15-minutni časovni interval nas najprej čaka tale na okoli 2500. Dajmo si mi zdaj še pogledati futures. Tukaj se je zgodilo nekaj zanimivega, to je pa dnevni časovni interval. Zdaj, padec smo mi doživeli preko vikenda in zaradi tega se je tudi ustvarila tale praznina. Tukaj jo bom kar označil s tole mejo. To imamo mi praznino od 78 000 pa tam nekje do 81 000. Zdaj, te praznine se ponavadi zelo rade zapolnijo, ampak ni pa nujno, da se zapolnijo takoj. Lahko traja par dni, lahko traja tudi eno leto, lahko traja tudi več. Tako da to bo vsekakor vredno zaspremljati. No, vsekakor jaz mislim, da tukaj ne bomo rabili eno leto, da zapolnimo tele praznine, ali pa morda celo več. Bo pa vsekakor tole zaspremljati. Tako da dajte se mi pridružiti na Patreonu, tam me boste lahko vprašali karkoli preko chata. Lahko mi boste dali tudi kakšno kriptovaluto, da pogledamo tehnično analizo. In pa seveda naštimal bom tudi meje, to v bistvu še delam. Torej vse te meje, ki jih trenutno tukaj štimam, ko bo cena prišla do te meje, se bo na Discordu pojavilo tudi obvestilo, da je bila tale meja dosežena. Tako da vsekakor se splača pridružiti. Seveda, če spremljate to preko YouTube kanala, pa se ne pozabite naročiti, da ne boste zamudili kakšnega dnevnega reporta. To nameravam delati skoraj da vsak dan, čez vikend bomo videli, kako bo kaj. Ponavadi takrat ni kaj dosti aktivnosti, no ta vikend je bila sicer izjema.
Ampak bomo videli, ponavadi bo to ob 9. uri zjutraj, na YouTubu bo seveda to objavljeno kasneje. No, poleg tega pa bo danes objavljen še nov video na mojem YouTube kanalu, kjer si bomo ogledali malo širšo sliko, kar se tiče Bitcoina, in tam so seveda nekatere stvari, ki me kar malo skrbijo. Tako da, ja, seveda, ne se pozabiti naročiti in seveda se vidimo v naslednjem videu ali pa liveu. Čau, čau!